še eno pomembno temo, ki ste se lotili v knjigi, to je usklajevanje med 3 generacijami, 2 družinama, pa še službo. Kako vam je uspelo vse to postaviti, recimo, sploh prioritete, vrstni red? Težko. Res je, to so bili časi, ki so bili izjemno naporni za mojo družino. Seveda tudi zame, za mojo mamo, ampak trenutki, ko je mama odsotna iz svoje družine, od svojega moža, zaznamujejo vsako družino in se mi zdi tudi moji dekleti, Natašo in Nušo opisano, so zaznamovali. In tako mimogrede lahko zdaj še pripomnim, da se to zdaj še pozna v njuni darovanskosti, kako so tudi oni bi mogli priskočiti na pomoč v tistih trenutkih, čeprav takrat ste bile še majhne deklice, ne vem, Tjaša je bila v koncu osnovne šole, Maja je bila v gimnaziji, pa vendar ni bilo njeno otroštvo tako, kot bi bilo otroštvo drugih otrok. Manca je bila seveda razdvojena. Vedela je, da je tam nekje družina, ki je primarna družina, mama in oče, ki jo potrebujeta, ki pričakujeta njeno pomoč in ki navsezadnje tudi trmasto vztrajata pri tem, da mora nuditi Manca vso pomoč. Ivan odklanja vsakršno okoli misel, da bi Manca poiskala kakršnokoli pomoč za njiju. Nekako si je tako razlagala tudi to Manca skozi v tej knjigi, pa tudi jaz, da se potem boji, da bi Manca manj prihajala k njima na obisk, kar se je zdelo meni tudi nekako razumljivo. Tudi odklanja Ivan misel, da bi šel morda v kakšen dom. Takrat, če nismo o tem to govorili, pa vendar smo že malo se dotikali te teme, kako bo, ko ne bosta zmogla več. In na drugi strani je doma družina, 2 odraščajoči dekleti in mož, ki tudi pričakuje eno prisotnost žene v družini. To so bili mogoče občutki krivde, ki so se Manci pa meni zelo valili skozi vsak dan, vsak trenutek mojega življenja je bilo to v meni. Ne vem, ali smo ženske take, ampak jaz nisem mogla tega tudi za minuto odriniti od sebe stran. Skozi mi prihaja nazaj. Čeprav v moji družini, kjer je bil mož in dekleta, niso pri kakšnikoli očitki, prej je bila zelo velika pomoč, pa vendar je prihajalo do takih pogovorov, kot smo jih zdaj slišali. Tako da potem, ko je prišlo do najhujšega, se pravi tudi do najhujšega, mislim. Za mene je bilo tisto en težek trenutek, ko sem pristala v bolnici, takrat je bila tudi sprejela najglih Mojca, danes je tukaj, takrat se še nismo poznali, v dnevni bolnišnici na morfiju. V tako hudih bolečinah sem pristala in takrat sem se potem odločila, da je čas za korenito spremembo in tudi za resen pogovor z očetom, ker pač Cirila takrat ni bila več sposobna dojemati kakršnega koli realnega stanja, se je počutila pa zelo varno ob svojem možu, ob očetu, ki je nekako za oba se odločil in če je on prikimal in rekel, da je to v redu, je potem tudi ona sprejela in je rekla, da je v redu. In seveda zraven je bila še služba in skratka, se mi zdi en tempo današnje žene, tudi marsikatere žene, tudi če nima doma dementne mame ali pa bolnih staršev, je sigurno tempo z majhnimi otroci, z službo, z obveznosti dan zelo težek in hiter. Ko ste omenili službo, kako pa imate občutek, znajo sodelavci prisluhniti? Se vem, za 2-3 dni smo vsi potrpežljivi pa naklonjeni, ko pa takšne stvari trajajo dlje. Je bila ena podpora tudi v službi? Ja, drugače sem jaz tak karakter, da to je tudi malo v karakterju odvisno, da glih težav ne nosim in kako veliko v službo. Tudi moja sodelavka danes velikih je. Smo pa včasih sigurno sem potožila, drugi, predvsem je bilo pa veliko olajšanje, da imam sodelavce, ki so razumeli, da moram včasih pač iti prej iz službe, da sem oče klical, mama, ne vem, kaj se dogaja, veliko je v teh klicev
pravico, da se mogla pač vse pustiti in se usesti v avto in se odpeljati k njima. Tako da se mi zdi, da po tem pogovoru, ne stalnem tagnanju, ampak občasnem pojasnjevanju, kaj se pa vendarle dogaja, da se je to dalo pri nas v službi zelo lepo urediti. Ne. Seveda, takrat, ko so kritični trenutki, delo mora biti povsem narejeno, ne, tako da smo se, ampak že to je veliko, da si lahko prilagodiš delovni čas, pa da se, pa tudi nekje, da si sprejet, da rečeš, razumem, imaš težave, ne, saj drugega včasih ne rabiš, kot da, tudi v družini, ne, da moš reči ženi, razumem, da si v stiski, ne, da rečejo dekleti, mami ne skrbi, bo že nekako šlo, ne, pa je šlo, ne, pa da v službi rečejo, ja, kar pej ti zdaj, bomo že nekako uredili. Je pa nekje, ne vem, vi niste zasledili, niste dobili tega občutka, eno splošno prepričanje, pa vendarle je tako v Sloveniji. No, vse za starše pač ne moreš skrbeti, ko so tako bolani, kaj se sploh s tem ubadaš, se jih lahko daš v dom. Ste se kdaj soočili tudi s takimi trenutki? Sem se tudi noter v knjigi opisan en trenutek, a ne. Sigurno, splošno javno mnenje se mi zdi, ne zdi splošno, no, mogoče to, kar se jaz nekaj, ki sem ga tudi zaznala, je tako, da pač starši so svoje življenje preživeli, tako sem slišala, ne, ti pa živi svojega, ne, jaz nekako kdo pa poskrbel za mamo in očeta, ne. Dobila sem celo enkrat en odgovor, ne, jaz zaklenih noter pa jih pust, ne. To mi je meni pomenil, ali pa manjci v knjigi, še dodatno težo, ne, in se pravi, še en občutek krivde, ne, ti delaš napačne stvari, nisi na pravi poti, glej, tvoj mož bo lahko šel v drugo razmerje, tvoje hčerke se lahko zgubijo na cesti, mislim, vse se ti plete po glavi, pa tudi, če imaš zelo lepo družino. Se pravi, to je še dodatno obremenitev bila za manjcev in tukaj noter prav opisujem, ne, to so seveda vsi resnični dogodki, kako je ena prijateljica, daljna prijateljica Manci odločno svetovala poskrbi za svojo družino, sicer ti bo družina razpadla, starše pa daj v dom. In tukaj bo en lep trenutek pol, ko sem se jaz, pa Manca s tem soočala, ne, tega ne moram pozabiti. Bila sem v službi, naslonila sem se na mizo in zajokala in v tistem zazvoni telefon. In je bil na drugi strani moj oče, Ivan v knjigi. In je začutila po glasu, da nekaj ni v redu in reče, kaj pa je, ne. Sem rekla, nič posebnega, ne. Ampak je vedel, da nekaj ni, je pa rekel, a veš kaj, dan sem pa jaz kuhal žolco, ne. To je edina stvar, ki on mislim, si znal kaj skuhati, ampak sicer ni več hotel kuhati, ne. Bila pa to stvar, ki so edin midva v družini jedla in je rekel, ena skleda je pripravljena tudi zate. In zame je bilo to en zelo močen božji, da sem rekla, lej, Bog čist takoj mi je odgovoril, ne, čist takoj sem dobila odgovor, Tanja me odneha, na pravi poti si. To je bilo zame zagotovilo, da gremo v pravo smer in da kakršnokoli že je to javno mnenje, ne, pa kakršnekoli so tudi obsodbe, češ zanemarjaš hčerki, zanemarjaš moža, da je to pač tista pot, ki se mi zdi meni prava, ne, sej kako pa je prava, pa tudi potem kaže se z oddaljenosti časa. Ampak danes lahko rečem, ne, ko vidim moje tri tukaj pred mano, da je bila prava. Kje pa ste črpali moč? Ja. Tale knjiga je najprej napisana kot podlistek, ne, je izhajala kot podlistek v vašem tedniku. In takrat, ko se je prvič napisala, se je to napisalo kar brez te duhovne komponente. Mislim, je bila napisana, samo ne tako močno se ni začutila, čeprav je bila zelo prisotna, ne, in moč se je tekom tega življenja črpala od Boga iz moje vere, v to, da je pač življenje ni samo tisto, kar živimo na tem svetu, teh, kako smo slišali, duhovnih novih par sekund, ne. Tako da v eni veri, da se tudi dobro, a ne, povrne z dobrim, to je tako zelo na ta način povedan, ampak vendarle, da nisem jaz tista, ki bom plačevala, ki bom obsojala, ki bom zahtevala neko povračilo, da je pač nekdo, ki vodi moje življenje in
v molitvi, a ne, v dnevnem predajanju, pa zakramentih, seveda se je tukaj dobivalo moč, da je šlo skozi vsak dan lažje. Ja, še prosim še.